Včasih smo za pralni stroj morali odšteti 2 ali celo 3 mesečne plače, zdaj samo še tretjino. Hkrati pa je bistveno bolj obremenjujemo. Če smo denimo včasih prali 70-krat na leto, zdaj povprečju peremo 220-krat. Ne le pralni, ampak vsi strojni aparati so dostopnejši, boljši, ampak se zaradi našega načina življenja prej pokvarijo. Servisi pa so vse dražji, predvsem pa lahko na nje tudi dolgo čakamo. Je sploh še vredno popravljati? Kdaj torej popraviti stroj, kdaj ga kupiti nov aparat? A to je vedno aktualni inšpektor Teja Šentjur, zato si ga lahko vnovič ogledate takoj po oglasih. V športu... Tole moj skoraj 14 let star pralni stroj, s katerim imam že kar nekaj težav, ampak za silo še delam. In kaj naj zdaj storim? Se ga še splača popraviti ali naj kupim novega? Nič. Bom najprej poklicala kar serviserja. Pobrskala sem po internetu, poiskala nekaj servisov in poklicala. Eden mi je zaradi starosti stroja takoj svetoval menjavo, drugi so bili zelo zasedeni. Ne morete prej kot čez en teden. V tretje se mi je uspelo dogovoriti. Ko sem opisala težave, sva se z Juretom Oražnom in serviser Jurko dogovorila, da pride čez 2 dni. V četrtek ob 16. Ja, to bi bilo... Ja, super, to je čez 2 dni. Ja? O, dober dan, pozdravljeni. Prvo nadstropje. Prišel je celo malce pred dogovorjeno uro. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Kje imate bolnika? Tukaj le, v Pajenci. Še ni v letu. Ne? Opisala sem težave. Programa ne izpelje do konca, preneha delati sredi pranja, javi napako E03. Programov razen pranja na 60 pa pravzaprav sploh ne morem več nastaviti. Bomo računalnik preklopili, pa bo vam povedal, kaj vsega matra. V zadnjem letu se je največ vprašanim 25% pokvaril pralni stroj, 21% pa pomivalni stroj, kaže anketna raziskava Zveze potrošnikov Slovenije. Sledijo hladilnik oziroma zamrzovalnik, kuhalna plošča in sušilni stroj s po 9%. Se pa Slovenci pri popravilih obnašamo precej racionalno, pravi Boštjan Okorni z ZPS. Ko je aparat mlajši od 5-7 let, je zelo verjetno, da ga bomo popravljali. Ko pa je aparat 10 let in več, je zelo verjetno, da ga bomo zamenjali. Le 2% vprašanih cena ni pomembna pri odločitvi za popravilo. 40% cenovno mejo predstavlja petina cene novega aparata. 12% pa bi jih bilo za popravilo pripravljenih odšteti več kot 30% cene novega aparata. Pregled stroja seveda tudi stane, ne zgolj popravilo. Diagnostika je 35 €. To, kar zdaj počnem, okvirno 3 dni, je čakalna doba. Nekateri imajo serviserji slabe izkušnje, češ da se ne držijo dogovorov, celo da zavajajo. To smo si pa serviserji sami krivi. Nekateri, ki se ne znajo obnašati. Zaradi slabih izkušenj, pomanjkanja informacij in ker ne morejo čakati na popravilo, se nekateri ob okvari takoj odločijo za novega. Odvisno od aparata, recimo kot nek hladilnik odpove, je zelo verjetno, da ne bomo čakali serviserje 14 dni, ampak si bomo pač nabavili novega. Dober dan. Dobar dan. Pozdravljeni. Praveni. V prodajalno sem prišla, ker me zanima, kakšna je trenutno ponudba, če bi morala na koncu vendarle kupiti nov stroj. Kakovostni pralni stroji, rekel se, začnejo v nekem cenovnem razredu nad 700 €. 600 € reče v tem naprej, potem gre pa tudi do 1000-1500 €, lahko tudi 2000 €. A smo mi potem lahko kot kupci prepričani, da bo tak stroj delal dlje kot en za 600 €? Garancije ni nikjer. Je pa dejstvo, da dražje, se pravi bolj kvalitetni izdelki so tudi dražji. In tudi bolj kvalitetni izdelki držijo dalj časa. V Big Bangu opažajo, da v zadnjih letih ljudje kupujejo boljšo kvaliteto, dražje stroje, pa za dlje časa, pravi direktor prodaje Miha Drganec. Sami proizvajalci podaljšujejo garancije, na drugi strani pa tudi mi ponujamo, se pravi, podaljšanje garancij, jamstva, dodatno zavarovanja. To je malo navzkriž s trgovsko logiko. Pričakovali bi, da si trgovci želijo prodati več aparatov. Vendar Drganec pravi, da to na prodajo ne vpliva, saj življenjski cikel stroja še vedno ostaja omejen.
Slovenci opravimo okoli 15% nakupov električnih aparatov, ko stari še delujejo, pravi direktor družbe Zeos, ki je izvajalec skupne sheme ravnanja z e-odpadki Emil Šehić. Aparate, ki še delujejo, sicer lahko oddamo v enega od 62 kotičkov za ponovno uporabo v zbirnih centrih javne službe. Načeloma gre to v zbirne centre oziroma gre še potem v centre ponovne uporabe, kjer jih očistijo, pregledajo njihovo delovanje, zato da res dobijo občani take aparate, kot si zaslužijo, delujoče in pa čiste. V centrih ponovne uporabe pa so na to na voljo po simboličnih cenah. Izkušnje kažejo, da na prvem mestu seveda grejo aparati, ki so nekje stari do 5 let, do 6 let. In verjemite, da je precej takih aparatov, ki pridejo v zbirne centre, ki so praktično še dovolj funkcionalni in dobri in jih ljudje hočejo završiti. Zanimivo pa je, da ljudje še vedno raje prinesemo, kot odnesemo takšne aparate. V tujini, v severnih državah Skandinavije pomislijo na to, če lahko dobijo tudi rabljen izdelek, namesto da grejo po novega. Pri nas približno 10% ljudi pomisli na to, da bi lahko na trgu dobili tudi rabljen izdelek in šele na to gredo v trgovino. 70 do 80% pa jih niti ne pomisli na možnost ponovne uporabe. Siniša Martin zase pravi, da je doktor za aparate. To je njegova strast. Njegovo stanovanje je polno starih aparatov in prav vse še uporablja. Tudi enega tistih neuničljivih Gorenjevih pralnih strojev iz 80-ih let. Dejansko dela in je odličen dnevni pralec za belo perilo, za festomazano perilo. Če mojega stroja ne bi bilo mogoče popraviti za neko racionalno ceno, pa ima zanimiv nasvet. Da se pogleda kakšne te spletne oglasnike, da se najde kaj rabljenega. Tam leto 2000, 2003 so že primerni današnjim standardom, da imajo dosti vratov centrifuge, se v njega vloži neki truda, dela in potem to dela tako, kot je treba. Res, da nimajo najsodobnejših funkcij, imajo pa vzdržljive komponente. Zdaj, da bi mogel prek Wi-Fi-ja pralni stroj vklopiti, sem res tega ne potrebujem. So mogoče potrebe, ne vem, po kakih teh zelo kratkih programih, za zelo malo perila. Vendar danes tudi Gorenjevi stroji niso več zavedno, saj so se navade ljudi zelo spremenile. Prav tako pa naše potrebe in želje po menjavi, pravi direktor oddelka razvoja pralnih in sušilnih strojev Hisense Europe Rok Grudnik. In tudi stari niso bili popolni. Porabljali so velike količine vode, zelo počasi vrteli boben, slabo uželi perilo, ampak ker so nadomestili ročno opravilo, so uporabniki bili takrat s tem zelo zadovoljni. Hkrati so bili pa aparati izredno bistveno manj obremenjeni kot zdajšnji aparati in je njihova življenjska doba bila tudi do 50 let. Sedanji aparati porabijo 10-krat manj vode in energije, imajo 4-krat večjo hitrost ožemanja, mehansko so 50-krat bolj obremenjeni, predvsem pa jih tudi veliko več uporabljamo. In Grudnik zagotavlja, da ne izdelujejo namenoma strojev tako, da jih je treba pogosteje menjati. Da to takoj razčistimo, to je absolutno mit. Stroje srednjega cenovnega razreda proizvajajo za deklarirano življenjsko dobo približno 10 let. Njihov cilj ni prodati več aparatov, ker bi se prej kvarili, zatrjuje Grudnik. Mi se z svojim pristopom, s svojimi novimi aparati, z novimi lastnostmi borimo, da odvzamemo tržne dele konkurenci in skozi to povečujemo svojo prodajo, ne pa skozi nadomeščanje naših pokvarjenih aparatov. V kateri cenovni razred sodi stroj, pa je odvisno od tega, koliko perila lahko v njem operemo, koliko obratov ima centrifuga in dodatne funkcije. Razlike se pojavijo predvsem v tem nekih estetskih finiših na vratih, upravljalni vmesniki, bolj osnovni, bolj preprosti, bolj bogati z več funkcijami. Pa razlika v ceni. Cirka 400 € za nek osnovni aparat, pa tudi do 800 € za aparat neke polne specifikacije. Doba je pa približno enaka. Življenjska doba je podobna, je pa razlika v polnitvi, pa razlika je v teh komoditetah. V anketi Zveze potrošnikov so udeleženci vsaj deloma potrdili mit, da na splošno aparati in stroji najraje odpovedo kmalu po izteku garancije, ki je običajno od 1 do 3 let. Da se jim je v tem obdobju pokvaril aparat, je odgovorilo 20% sodelujočih, okvarja v obdobju starosti do 3 let pa 13%. Dejansko je nekaj na tem, ampak to seveda ni znanstveno dokazano. Kaj pa treba poudariti, da je to splošna anketa bila, se pravi, da ne vemo, ali se to dogaja pri strojih, pri katerih smo navajeni, da trajajo 15 let ali pri tistih, ki
nekako je že pričakovana življenjska doba 5-6 let. Povprečna življenjska doba malih gospodinjskih aparatov je 5 do 10 let, pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev okoli 7 let, hladilnikov okoli 10 let, pečic pa od 10 do 12 let. Moj stroj je ob zmerni uporabi, v povprečju perem 2 do 3 na teden, brez servisa zdržal 14 let. Če bi zdaj kupila novega, bi se zagotovo pokvaril prej. Gospa, noben stroj danes ni več narejen za tako življenjsko dobo. Kuhinjski pripomočki so bili včasih zelo dragi, zdaj pa nekatere lahko kupimo tudi za manj kot 10 evrov. Videti so lepi, sodobni, vendar... Po drugi strani je pa to nekaj, kar ni sploh namenjeno, da se lahko razstavi in potem popravi. Imajo kratko življenjsko dobo, pogosto so kar zlepljeni in hitro končajo na kupih električnih odpadkov, ki se iz leta v leto večajo. Slabih 700 kg električne elektronske opreme imajo Slovenci v gospodinstvih. Se pravi, v enem stanovanju. V enem stanovanju to je nekje 70-74 proizvodov in okoli 14 od teh jih ne uporabljajo nikoli. Če bi se odločila za nakup novega stroja, bi moj stari stroj verjetno končal v zbirnem centru javne službe. Tu 60% električne elektronske opreme odpadne konča. Nekje 15-20% jo konča tudi pri trgovcih. Še vedno se ne zavedamo dovolj, koliko električnih in elektronskih odpadkov ustvarimo. V zadnjih letih smo v Sloveniji podvojili potrošnjo iz 15 na 30 kg na prebivalca. Nazaj pa se zbere le 5 do 10% več, kar pomeni, da se ta oprema kopiči doma. Gre v to smer, da se bodo povečevale in ravno to je pomembno, da vsaj z odsluženimi ravnamo pravilno. No, in če je le možno, pomislimo tudi na ponovno uporabo ali pa souporabo, servisiranje. Ker so aparati cenovno dostopni, jih tudi vedno več kopičimo. Pridemo v kakšne kuhne, pa 2-3 mikserji, pa kaj ti bo? Imej en dober mikser za stepanje, za gnetenje. Raje vidim, da jih je manj in tisto vsak dan uporabljaš in to je to. Kako pa se čisti ročni mešalec? Siniša Martin med drugim preko YouTubea osvešča in izobražuje o pravilnem vzdrževanju ter popravljanju aparatov. 80% gospodinjstva ima ta mikser. Da pogledaš, kako se to naredi, kako se spiha, očisti in da si sam svoj mojster. Ti še imajo vijake, ta novi so že vse naklipsne. Včasih pride do tega, da se kak vijak zatakne, pa ne obupati. In v tem primeru recimo človek reče, ja, se ne da. Ne, na video je pa šlo. Včasih treba imeti te volje, pa ne prehiter obupati. Evo ga, ne? In to se zdaj očisti spiha. Če nimamo kompresorja doma, pri sosedi je sigurno ali pa kak sestavc velja, tako da... To, kar je plastičnega, pa če ni zraven elektrike, se tudi lahko opere. Če ti aparati dolgo stojijo, njihovi motorčki malce opekajo, zato je potrebno podmazati oziroma dodati malo olja. Ko pa so zobniki, pa jaz priporočam mast. Evo ga. In to lahko zdaj dva zmontirava nazaj. Evo. Zvok stepene smetane pa palačink. S pravilnim vzdrževanjem in popravilom aparatov podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Prav zadnjič mi je ena stranka pisala, mi pošle pa link od miksere za 20 evrov. Zakaj? Če ta dela, tega se da popraviti, ima kvaliteten motor, torej navitje je debelejše in kaj, ta ima 130 vatov, ampak ravno tako bo pol kile testa zagnetu. Tudi pri pralnih strojih je velikokrat težava v nepravilnem vzdrževanju stroja. To je katastrofa, kaj delajo za stroj. Recimo tale vaš stroj, kljub temu, da je zraven bane, ni nič verjel. Pomembno je, pravi Oražem, da se guma po vsakem pranju redno briše, da se očisti smeti, ki se naberejo v njej, da se redno čisti posodo za prašek. Ostane prašek in se to pol zalepi in kje parata in se naredi kot nek beton. Na to opozarjajo tudi v servisu Gorenje. Poleg tega ljudje pogosto kupijo premajhen ali premalo zmogljiv aparat za njihove potrebe, zgolj ker je cenejši, pravi regijski nadzornik v servisu Ferdinand Marov. Takrat je obremenitev takšnega stroja velika, a ne, in se hitro po garanciji pojavljajo večje okvare. Pri visokocenovnih aparatih se popravilo splača tudi, če doseže 30% cene novega. Imamo pa nižje cenovne aparate, a ne, tam je pa lahko strošek popravila skoraj pol vrednosti novega aparata. V tem primeru nekje se pa stranke raje odločijo za nakup novega. Stranke pričakujejo ukrepanje takoj. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis pa sta v 30 dneh dolžna izvesti popravilo. Včasih v prvem dnevu, drugi dan, tretji dan, včasih se pa zavleče lahko tudi za en teden
ali celo več. Tu je recimo največ slabe volje. Druga težava je kader v servisih. Dnevno imajo na terenu 50 do 53 aktivnih serviserjev. Ne bomo rekel, da je serviserjev premalo, vsekakor bi si želeli imeti še par serviserjev več. Vemo pa, ne samo pri nas, da je zadnja leta kader v Sloveniji, tehnični kader, zelo težko dobiti. Tudi za najbolj cenene električne aparate velja. Če ga v času garancije ne morejo popraviti, ga morajo zamenjati. Če bi od proizvajalcev zahtevali, da mora biti življenjska doba aparatov daljša, bi stroji, ki so ekstremno poceni, izginili, opozarja Boštjan Okorn. In v tem primeru bomo nekako prizadeli pač te kupce, ki nimajo toliko denarja, da bi si kupili stroj srednjega razreda. To bi se lahko spremenilo že kmalu, saj bodo evropska pravila glede popravljivosti in vzdržljivosti aparatov vse strožja in strožja. V Franciji so že uvedli indeks popravljivosti, ki pa potrošniku ne pove ravno veliko. In zato si mi bolj prizadevamo, da bi dobili neke, bom rekel, bolj natančne cene za vzdržljivost. Se pravi, da bi proizvajalec nekako povedal, ta aparat je namenjen ali ima življenjsko dobo, predvideno življenjsko dobo 15 let, to stane 500. Če pa kupite tega, ki ima 10 let, bo stal pa 350. Aparate, tudi gospodinjske, pa si lahko tudi izposodimo oziroma souporabljamo. Dobar dan, pozdravljeni. Živijo. Jaz sem Teja. Živijo, še veseli. Me veseli. Kaj imate danes vse na razpolago v knjižnici reči? Akumulatorski vrtalnik. Bor mašina po domače. Bor mašina po domače, ja. Knjižnica reči je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših reči za prosti čas, ki deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. In tako ponudimo alternativo klasičnemu nakupu, ki uporabnikom omogoča, da privarčujejo prostor, čas in denar. Vrtalni stroj je na primer v povprečju pri posamezniku v uporabi 15 minut na leto. Da pride do proizvodnje tega enega vrtalnega stroja, ki tehta približno 2 kg, se skozi celoten proces proizvede do 51 kg odpadkov. Letno članstvo v knjižnici reči si lahko posameznik zagotovi s plačilom članarine in z donacijo kakšnega izdelka ali s prostovoljnim delom, ali pa zgolj plača najem za en teden ali več. 2 evra za neke manjše predmete, kot recimo strojček za izdelavo testenin, 5 evrov za predmete, kot so recimo električno orodje, in 10 evrov za videoprojektor. Podobne izposojevalnice že delujejo tudi v Kranju, Idriji, kmalu bodo tudi v Novi Gorici, Novem mestu in Velenju. Vrnimo se k usodi mojega stroja. Gospa, Ja? prvo, kar je treba zamenjati pri tem vašem stroju, je tale selektor. Ok. Izbirnik programov. Stroj bo po popravilu še delal. Ta je še v dobrem psihofizičnem stanju. Ni ga še potrebno zavreči. 5-7 let še siguren. Pa cena popravila? Ja, zdaj bom rekel to čisto na pamet. Ta selektor je tam cirka 40 evrov, servisna ura je 47 evrov, prevoz pošalj po Ljubljani 35 evrov. 157 evrov za popravilo stroja, ki bo potem delal še kakšnih 5 let. Nov primerljiv stroj bi stal okoli 500 evrov, pa vprašanje, če bi delal bistveno dlje kot 5 do 7 let. Dileme ni, seveda sem se odločila za popravilo, a takoj ga ne morejo popraviti, ker potrebujem rezervni del. Če je na zalogi, se v parih dneh vidimo, če pa ni na zalogi, je pa tam 7 delovnih dni, da se to nabavi. Tudi vi, hvala vam. Srečno. Nasvidenje, smo na zvezi. Je. Uražem se je držal najinega dogovora, rezervni del je prišel celo prej kot pričakovano in 4 delovne dni po diagnostiki je moj stroj popravljen. In tako ne bo končal na velikem kupu e-odpadkov.